Drage gledalke in gledalci, dobrodošli v naši družbi. Danes bomo naš pogovor o nesporazumih nadaljevali. Z nami je ponovno terapevt, gospod Tomaž Flajs. Zaradi nesporazumov se pogosto znajdemo v konfliktni situaciji. Gospod Flajs, imate kakšen nasvet, kako ravnati v konfliktni situaciji, ki nastane zaradi nesporazuma? Ko se znajdemo v konfliktu, je tisto prvo, kar je pomembno, najprej, koliko smo mi sami v stiku s sabo, koliko se mi sami zavedamo svojega doživljanja in svojih potreb in tudi koliko smo to pripravljeni sporočati drugemu. Potem je pomembno to, koliko smo odprti do drugega, koliko sprejemamo njegovo drugačnost, njegovo različnost, koliko smo ga res pripravljeni poslušati kot njega, ne pa ga sam vtikati neke svoje predalčke in posplošitve. Se pravi, da je v sprejemanju drugačnosti partnerja potrebno skleniti nek kompromis. Ne toliko pomembno, koliko smo pripravljeni na kompromise, ker kompromisi lahko tudi pomenijo, da bova oba dva nezadovoljna in bova nekaj časa zdržala v tem nezadovoljstvu, pa bo pa spet počlo. Ampak koliko smo sposobni vzpostaviti in ohraniti stik drug z drugim in se srečati v tej različnosti in drug drugemu dopuščati, da smo to, kar smo. In mislim, da če je ta pogoj vzpostavljen, pa tudi lažje najdemo nek skupni jezik in neke skupne rešitve. Pravi, nisem pristaš nekih strategij vnaprejšnjih, ki bolj spominjajo na diplomatska pogajanja, ti daš to in se odrečeš temu, jaz dam to in se odrečem temu. Mislim, da to ne ustvarja na daljši rok. Nesporazumi torej nastanejo zaradi naših napačnih predstav o drugem. Kaj pa, če smo prepričani, da je naša predstava vendarle pravilna? Naše predstave o drugih ljudeh niso nikoli identične z drugimi ljudmi. So samo naše predstave, naš zorni kot, iz katerega nekoga vidimo. Zdaj, če pogledamo že nase, recimo v različnih situacijah se zelo različno vedemo. Drugače se pogovarjam s svojim otrokom, kot če se pogovarjam, ne vem, s poslovnim partnerjem ali pa s svojim partnerjem, s prijateljem. Se pravi, ne moremo reči, da je človek samo to in nič drugega. In če drugega človeka zamenjujemo svojo predstavo o drugem, o njem smo vedno v zmoti. Nikoli ne moremo zajeti drugega takega, kot je. Z tega vidika so predstave o drugem zmeraj napačne. In tudi s svojimi predstavami oblikujemo druge. Če si recimo predstavljamo nekom, da ni vreden zaupanja, da me bo sigurno žejnega pripeljal čez vodo, se bom do njega nezaupljivo vedel in drugi bo to nezaupljivo zaznal in se bo temu primerno odzval. In potem dejansko se vzpostavi tak odnos že vnaprej, da ne jaz, ne on ne moreva zaupati drug drugemu. Se pravi, premalo se zavedamo s tem, kako v bistvu s svojimi predstavami tudi vplivamo na druge ljudi. In to lahko sami vidimo v nekih odnosih, kjer se čutimo sprejete, kjer čutimo neko odprtost do nas, se dosti drugače vedemo kot v nekem drugem okolju, kjer pa že zaznamo, da so nas postavili v neko šablono in da so nam recimo nenaklonjeni ali kakorkoli. In enako velja, ko se mi z drugimi pogovarjamo. Verjamem, da naša naravnanost do drugega zelo vpliva na to, kako se bo drug človek odzval. Kako pa se lahko izognemo stereotipnim predstavam, ki jih imajo o nas naši bližnji? Na žalost, ravno v odnosih, kjer so nam bližnji,
In spravi z ljudmi, s katerimi preživimo veliko časa skupaj, se zelo radi vzpostavimo neke stereotipne predstave drug o drugem in se na ta način v bistvu odtujujemo. In mislim, da je, če se mi zdaj sami znajdemo v tej situaciji, da ima drug neko zelo stereotipno predstavo o nas, mu pač poskušamo povedati, kaj mi tam doživljamo, kako je nam, se pravi, da mu razkrijemo svoje doživljanje. Seveda pa tudi predstave drugega temeljijo na nekih izkušnjah, ki jih je imel z nami, samo je problem v tem, da nam ne govori o svojem doživljanju, ampak na nas prilepi neko nalepko. To bi bilo o nesporazumih vse. Hvala za vašo pozornost. Se vidimo prihodnji teden.